postaviti gondolsko žičnico na Veliki planini in da so opozicijski svetniki občine Kamnik ob tem zahtevali sklic izredne seje. Župan je njihovo zahtevo zavrnil, saj je bila razprava o problematiki Velike planine predvidena na redni majski seji. Predstavniki opozicije so zato izredno sejo sklicali sami, vendar je zaradi nesklepčnosti odpadla. Usoda Velike planine že dolgo kot Damoklejev meč visi nad kamniško občino in je primerna tema za nabiranje političnih točk. Prav zdaj občinski vodstvo spet ure, ob tem pa je slišati tudi težke besede in hude obtožbe. Največji razlog za sklic izredne seje je negativno bilančno stanje družbe Velika planina d.o.o., to je 104 tisoč evrov minusa in pač golo dejstvo, žalostno dejstvo, da gondola od četrtka naprej stoji, je bilo pač ugotovljenih kar nekih alarmantnih dejstev, kateri nam pač kažejo na to, da pozdravajo na sum storjenih kaznivih dejanj. Mislim, da gospod Majnik razmišlja samo o svoji promociji in na nek način obtožuje nekaj ljudi, nekaj institucij, preden jim je dokazano, da so karkoli storili napak. Ravno v tem trenutku, ko družba deluje dobro, ko je bila eno najboljših sezon v 10 letih, hoče destabilizirati in na nek način uničiti vsa prizadevanja. Pozivu opozicije po sklicu izredne seje večina v občinskem svetu ni prisluhnila. Menimo, da je 27. maja, ko bo redna seja in ko se na njej obravnavala tudi tematika Velike planine, tista prava seja, na kateri je prostor, da razpravljamo. V opoziciji zahtevajo posebno sejo o Veliki planini. Velika planina potrebuje svojo posebno sejo, pa ne bilo to izredna ali pa redna. Župan poudarja, da so obtožbe neosnovane in iztrgane iz zgodbe. Predstavniki opozicije pa so svoje sume poslali najrazličnejšim pristojnim organom, da jih preverijo. Zato kaže, da bodo razprave o Veliki planini še vroče.